Večer, dobrodošli, dobrodošle na literarnem Stajtrku v spletni verziji z Esadom Babačičem. Esad, pozdravljeni in dober večer v Ljubljano. Dober večer v Maribor. Najprej, zakaj takšna podoba? To je bil uvod v ta večer, da vidite, kakšna sprememba se je zgodila v, da rečem, 35 letih, približno. Ja, sicer pa zdaj ravno smo končali na delu antologije slovenske punk poezije, tako da v tej antologiji je tudi tale Proletaire noter, ki je izgledal takole nekako po enem od zaslišanj na Prešernovi. Prešernova je tukaj nekaj ulic stran od mene in takrat je moral Proletaire na zaslišanju razlagati, kaj je hotel povedati s pesmijo Lili Marlene za vsakega pravega delavca, in si je potem tudi prislužil eno podplutbo, ki je mogoče tukaj ni glih najbolj vidna, ampak je bila na tem fantu takrat. In potem je bil narejen ta portret, ki ga je naredil Siniša Lopojda, in to je ena taka spominska fotografija. Esad Babačič, hvala za tale uvod. Ste pesnik, esejist, kolumnist, nekoč ste pripravljali tudi oddaje na Tedniku, danes je ponedeljek zvečer, in aktualni Rožančev nagrajenec za zbirko esejev Veš, mašina, moj dolg. Iskrene čestitke. Hvala. Če se tudi sama vrnem nekaj let nazaj, v filmu Outsider ste igrali desetnika. Desetarja. Desetarja, se opravičujem. In kako ste takrat upodobili samo situacijo, ki je v bistvu na koncu z glavnim igralcem zelo tragična, in jo lahko torej tudi primerjamo z veliko realnimi zgodbami takšnih družin, takšnih stanj v razredu, na alternativni sceni, ki se je dogajala v Ljubljani, in tudi Ljubljani, ki je danes drugačna tudi v filmih in je v bistvu drugačna tudi v resnici, kot tudi opisujete v samih esejih. Ta moja vloga v filmu Outsider je bila zame res lahka. Igral sem namreč Bosanca v uniformi desetarja takratne jugoslovanske ljudske armade, tako da mi je bilo to pravzaprav pisano na kožo, posebej prizor v gostilni, kjer sem se ga malce napil. Seveda v resnici sem pil vodo, ampak ni bilo problem odigrati pijanega desetarja, ki zapoje eno staro bosansko balinko in pride v spor z glavnim igralcem Davorjem Janičem, ki pa je igral punk rockerja, Tako da je posrečeno zelo to, da je režiser Andrej Košak meni dal vlogo oficirja, ki nadleguje, ki v bistvu pride v konflikt s punk rockerjem, kar sem jaz bil v resnici prej, seveda nekih 10 let prej. To je pa igral Davor Janič, ki je tudi izvrstno to odigral. In seveda je bila to čisto druga Ljubljana, jasno, da je bila, Že zaradi tega je bila druga Ljubljana, ker recimo imamo not en fajn prizor v tem filmu Outsider, ni toliko mitološki kot nekateri drugi, ko gre
Davor Janić z Nino Ivanić mimo enega zidu, to je bilo pod Bežigradom. Zid je bil zid bežigradskega stadiona, kjer pa je bilo dva Bosanca, enega igra Ahmed Burić, naš prijatelj tudi, drugega pa njegov prijatelj tudi. Namreč ona dva se glih tam malo sta vzela počitka, klasičen prizor bosanskih delavcev, ki so si vzeli počitek in ko gresta Davor Janić in Nina mimo, ona dva pravzaprav žvižgata in mu v bistvu data kompliment. Reče, dobra ti je mala. In Davor Janić pa njima pokaže kot kao, da je Bosan, tih bo, čeprav je on sam Bosan. Tukaj imamo, rekel, sami Bosanci, desetar je Bosanc, Pankar je Bosanc, delavci na cesti so Bosanci, sam režiser v bistvu, dobro, to je Petra. Ampak ja, to je en tak prizor, ki zelo dobro odslikava tisti čas in Ljubljano tistega časa. Namreč tega ni več, teh opolskih, teh malih vulgarnosti, da tako rečem, tega žvižganja vojakov za puncami. Kar je bilo takrat vsakodnevnic, to je bilo skozi, govorimo o kakšnih javnih kopališčih, recimo kopališče na Kodeljevem, kjer preprosto se punce niso mogle v miru kopati, sončiti, ker je bilo skozi, in skozi so bila ta dobacivanja. In tukaj so prednačali seveda vojaki, vojska. In zdaj jaz v tem outsiderju, meni ni bil problem seveda odigrati tega vojaka, saj sem pravzaprav tudi sam skozi to. In to je bila vloga pisana na kožo. In ravno o teh rečeh, ki izginjajo iz vsakdanjika, pišete v svojih esejih. Skupni kazalnik se mi zdi, da gre zdaj za sterilnost nekega okolja, neke družbe, ki vse bolj postaja fina, nepristna. Vi pa govorite ravno o izginjanju iskrenosti, neke tiste pristne ljubezni, navdušenosti in seveda pristnosti. Kdaj začne vse to v bistvu pronicati nekam stran in kot družba vedno bolj postajamo samozadostni, kot posamezniki pa vedno bolj zazrti vase in premalo sproščeni? Ja, hitro te lahko označijo za jugonostalgika, začneš govoriti o takih stvareh. Meni se tako ni zazdelo. Drugim, seveda, in jaz nisem jugonostalgik, tako da se razumemo tudi, navsezadnje včasih sem celo proti pretiranemu ogrevanju neke preteklosti in tudi glasbo, recimo, to nenehno forsiranje, recimo, nekega tega balkanskega. Balkan, kot da je to edini sprožilc za čustva, kot da je to edina emocija, kot da Slovenci nimajo svoje emocije, kot da nima mesto svoje emocije, kot da nima Maribor svoje emocije, Ljubljana svoje emocije, ulice, vogali, trgi, prav tisti prostor, v katerem bivamo zdaj, ta trenutek. Ampak, ko govorimo o tem, bi rekel, da vendarle se s temi 90-imi, zapravo s prelomom, ravno s tem prelomom iz ene ureditve v drugo, da so se nekatere stvari preprosto morale umakniti. Preprosto je demokracija, ki se je začela, ki se je osvobodila, navsezadnje. Ta blazna silna svoboda, ki je nastala, je preprosto
umaknil dosti teh momentov, ki so bili prej prisotni, ne. Zadnjič sem glih nekaj pisal o megli, recimo, ne, megla kot neka metafora, tisto, kar je bilo, kar je motiv nečesa, kar je bilo, pa ni več, ne. In včasih se je v megli videlo iskro, danes pa je ta megla šla v ljudi in iskre ni več. Ja, malo ste me prehiteli, ne? Ravno v megli, ne? Megla, ki v bistvu res izginja iz Ljubljane, iz Barja, tudi v bistvu iz filmov. Zadnjič sem bila presenečena, ogledala sem si kratki film Osa, pa seveda tam ne gre za nobeno meglo, ampak ko sem gledala to Ljubljano, se mi je zdelo, pa kdaj je ta film bil, ampak po igralci se mi je zdelo, da, ampak potem sem videla, ne, 2008. Kaj se je zgodilo z Ljubljano v 12 letih in v bistvu kaj se dogaja torej danes? Sami pišete o ljubljanskih ulicah, ljubljanskih lokalih, ki so v bistvu iz nekih kultnih postali prefinjeni, ampak ta prefinjenost je v bistvu preplačana, potem o postaji, o taksistih. Ujeli ste torej vse točke in jih združili v eseje. Kje torej ta Ljubljana lahko ostane? Lahko ostane v bistvu v vaših esejih, lahko stara Ljubljana, recimo ostane v Kovačičevem romanu, pa pri tudi nekaterih drugih slovenskih ustvarjalcih. Ja, zdaj ste načeli veliko iztočnic ste dali in na koncu ste pa povedali bistvo, ne. To je tudi v bistvu moč literature, je to, da ti pomaga potovati v času, da ti pomaga vrniti trenutke, vrniti prostore, ne, tudi, ne, ravno ste omenili Lojzeta Kovačiča, ne, njegovo precizno opisovanje določenega trenutka, precizno opisovanje nekega časa, dogodkov, ki so bili povezani z njegovim življenjem, ne, je tako precizno, ne, da te dejansko spusti v točno določen čas, ne. To lahko samo literatura, ne. Vse, česar zdaj manjka, vse, česar zdaj ni, dejansko se lahko vrne v knjigi, v dobro napisani prozi, recimo tudi v poeziji, ne. In na srečo, ne, ima vsako mesto svoje kroniste. Tako rečem, kot recimo ima Split Miljenka Smoju, ne, to malo pogrešam, ne, pri nas, ne. Recimo Rožanc, Kovačič. Zelena jama. So bili kronisti, ne, v bistvu nekega mesta, so bili zapisovalci nekih občutij nekega mesta, ne, in tega tukaj smo malo smo tukaj zapostavili te reči, ne, na primer, ko govorimo o Miljenku Smoji v Splitu, ne, je to dosti bolj, se tega dosti bolj zavedajo, ne, in v bistvu dosti več posegajo po tem. Tudi veliko bolj so ponosni na nekatere stvari, ne, ker so urbane stvari, ki tičejo mesta, ne samo tistega, kar je zunaj, ne. Značilno za Ljubljano, recimo, da Ljubljančani od nekdaj so bolj sanjali o tem, kako bi šli ven iz Ljubljane, kot pa kako bi v njej ostali. Veliko več je bilo tega, ne, kam bomo šli, kot pa koliko je fajn v Ljubljani, koliko je fajn v mestu, a ne. Da v bistvu mesto postane prazno ob koncih tedna, ne? Ja, seveda, ne, in tukaj so bile vedno v narekovajih težave, potem z južnjaki, z unimi, pa z drugimi, tretjimi, ki so zapolnjevali, na nek način zapolnjevali to praznino, ki je ostajala za temi ubežniki, da tako rečem. Domorodci, ki niso ponosni na lastno mesto, toliko ponosni, da bi v njem bolj uživali, bili v njem bolj socializirani, se več družili v njem, ne, da imajo pač za neko posili prilike po njihovem. Ampak vi vseeno torej daste svoj pečat recimo Vodmatu,
ljubljanskemu, kot recimo skupaj s Fužinom, s fužinskim bluzom. In govorite torej tudi o poletjih v Ljubljani in recimo spremljanju tenisa, igranju košarke. Pa če mogoče najprej ostaneva torej pri Vodmatu in temu mikrokozmosu, torej najprej moraš pripadati nekemu drobnemu zatočišču, najprej domu, potem recimo blokovskemu naselju in seveda ekipi recimo Vodmata, ki bo imela svoje nasprotnike, seveda zopet na lokalni ravni. In če te nekdo premaga na lokalni ravni, kot pišete, v bistvu večji boleč poraz, kot pa proti komu drugemu. Ja, to je kar nek obračun med lokalpatriotizmom pa globalizacijo, ki je potem v bistvu odnesla, pa tudi ne samo globalizacijo, ampak tudi tehnologizacijo in tako naprej, ki je to odnesla, ki je odnesla te majhne skupnosti, te lokalne skupnosti, ki so blazno skupaj držale. Bile je v bistvu zelo solidarne, brez da bi se to solidarnost na vse pretege oglaševalo. In ni bilo potrebno neko dodatni marketing za to, si bil solidaren v teh majhnih skupnostih, ki so preprosto bile lokalpatriotske iz čiste inercije. In recimo, če danes smo virus, recimo, ki se širi, takrat je bil tudi virus, ampak je bila žoga, je bila virus. Žoga je bila tista, ki je krožila med ljudmi in jih povezovala in jih okužila z igrivostjo, z igro. In zato se je v bistvu svet zdel manjši, ampak za tega ni nič manj pomemben ni bil za tega. Zdel se je manjši in mi smo se pa tudi zdeli na nek način manjši, pa po drugi strani pa tudi veliki, zato ker nismo potrebovali vsega sveta okrog. Kaj je torej ta potrditev danes pri človeku? Ta skupnost, ki je najprej recimo lahko družina ali pa recimo potem košarkaška ekipa ali pa zgolj pač soseščina ljudi, ki se skupaj zberejo in uživajo, kje potem torej vse to izgine? Neka pripadnost, ki pa pristnost, igrivost, volja do življenja, ki tudi v današnjem času, ne govorimo o vse večji tesnobi, ki se stopnjuje že pri otrocih, korona čas je v bistvu pokazal, toliko stisk se dogaja za 4 stenami. Tega vi ne opisujete, opisujete o skupnosti, o pripadnosti in tudi o solidarnosti. Tudi takrat je bilo veliko stisk, ogromno stisk. Tudi v tem naselju na Vodmatu je bilo zelo, zelo veliko družin, ki so imele izjemne težave in veliko alkoholizma in sploh deviantnih zadev. Zato mogoče ravno zaradi tega se je pa toliko ven hodil. Pa v bistvu veliko otrok, ki je zgodaj zapustil svoje domove, zbežal pravzaprav od doma, ker je bilo nevzdržno. In to je zanimivo zdaj, ta debata je v tem smislu, kaj je najbolj grozno zdaj, ti ne moreš pobegati. Kam iti, tukaj se v bistvu... Ne govorimo, da je beg rešitev, ampak takrat je bilo to, v bistvu si šel samo ven. V bistvu je bilo to pred blokom, pod blokom, čez cesto, na hribu zraven, na hribu čez Golovc, grad, vse je blizu, Ljubljana je majhna. Ampak čim si prestopil hišni prag, na nek način prišel popolnoma drug svet. Tam so bili vsi. In hvala Bogu, in vsaj to je bilo mogoče, ker v tem trenutku je najhujši, najtežji, pravzaprav, ko otrok ne more narediti tega. Ko je dejansko ne more iti ven in biti samo otrok z ostalimi otroci. In to
težava tega trenutka verjetno najhujša, ne. Navodno to je bilo pa ravno to, da so bili vsi enaki vzunj, ne. Vsi so bili enaki, ampak zunaj. Za 4, pisali so pa, recimo, pol smo pisali tekste za punk skupine, pa tako smo pa pisali tekste o 4 stenah, o sobah, o kvadratu. O depresiji, o kvadratu, bila je depresija. Koliko je zdaj? Bila je takrat in je zdaj, ne. Ampak izrazili smo jo, ne. Lahko smo napisali pesmi o njej in potem smo jih te pesmi recitirali, peli in tako naprej. Tako da so bile možnosti, kljub temu, da smo živeli v enoumju, ne. V tem, kar ne bi zdaj bilo, ne. Zdaj nekateri pravijo, da je to diktatura, nasilje in tako naprej. V bistvu pa ni, ne. Ker tisto je bila pa res diktatura, ne. Koliko svobode je lahko znotraj ene takšne diktature, to je fascinantno, ne. Koliko svobode, ki smo si jo sami na nek način vzeli, ne. To je tisti trenutek. Ja, in vi ste torej pisali, sodelovali s punk sceno, v bistvu punk scena vas še vznemirja danes, in takrat je torej Ljubljana res bila urbana in torej vaš prijatelj, žal pokojni, torej Brane Bitenc, ki je otrokom socializma dal pesniška, punkovska besedila, ne, je v bistvu s svojo težo, z vsem tem uporom v bistvu res kazal na te stiske. Če se vrnem samo malo nazaj, rekli ste, zunaj ste bili vsi enaki, znotraj za 4 stenami pa so se kazale stiske. Zelo podobno govori o tem Andrej Brvar v eni oddaji, torej o Mariboru, ne, ko vsi govorijo o tej sreči, o tej, kako je bilo v tistem času fajn, ne, enako torej opozori, stiske, alkoholizem, anomalije družbene pa so se dogajale, ne, in tukaj je bila torej možnost izraznosti v punk besedilih. Kakšna zgodba je torej bila takrat s punk sceno, pa potem recimo z Novim rokom? Igor Bašin je meni z zelo zanimivo monografijo v bistvu prikazal tisti čas, ki danes na vse zadnje ni več mogoč. Kje so torej recimo zdaj tisti čas in danes, ko v bistvu subkultur, mislim, da z letom nekje 2005-2006 ni več subkultur, se mogoče strinjate, kje je tisti čas punka? Ja, ne, točno to, ne, da se v bistvu te subkulture, kar zadeva sam punk, dejansko je umrl, ne. Ko je odšla megla iz Ljubljane, tako je odšel tisti punk, ne, o katerem mi tukaj govorimo, in ne delajmo si iluzij glede tega pač ni več, ne. Lahko pa govorimo o občutjih, ne, lahko govorimo o angažiranosti, v bistvu o volji. Ne, o volji, ne. To so bili posamezniki, ki so imeli izjemno voljo do življenja, do ustvarjanja, ne. In v tistem trenutku ste preprosto potrebovali. Koliko recimo potrebujemo voljo zdajle v tem trenutku, če je nimamo, ne, nam je veliko težje, a ne. In mi to voljo preprosto lahko tudi oblikujemo, a ne, v določene stvaritve. Vedno iz nje lahko nekaj naredimo, nekaj storimo z njo. In jaz jo ne ločim tisto voljo od te volje danes. Zame je enako, a ne. In v bistvu je zelo preprosto. In ta preprostost, ne, če je bilo kaj značilno, je bila tudi ta preprostost. Da je bilo zelo jasno, kar smo povedali, in kar smo povedali, da je razumel slehernik, ne. Mogoče je v tem tudi razlika v tem trenutku danes, ne, da je težko zelo preprosto sporočilo poslati. Kako zdaj zelo preprosto sporočilo poslati v tem času vsevednosti na nek način.
praktično vsi vse vedo, ko je informacija tako dostopna in ko dejansko te lahko hitro ustavijo različni narekovajih cenzorji. Ne. Vsak je lahko Je cenzor. v bistvu strah vsevednih ljudi, vsevednežev, to tudi opisujete v enem eseju. A veste, to je zelo širok pojem, vsevednih. Kaj? Halo? Ja, se slišimo? Meni nekaj blokira. Ja, smo. Vse slišimo. Jaz vas slišim. Sem vas slišal. Izgleda, da... Ja? Dobro, sva nazaj, ja. Jaz skozi laufam. Ja, torej ta strah pred vsevednostjo, ne, v bistvu je človek na nek način sam sebi postal sodnik, zdravnik, skratka, zakaj postajamo takšni kot družba, zakaj potem tudi v bistvu je znanje postalo razvrednoteno, ne? Ja, na nek način, ne, ja, mislim, ne more biti vsi kritiki, ne, mislim, saj so, ampak ja, ne bi bila kritika v bistvu tista, ki bi usmerjala, ki bi pomagala k nečemu boljšemu, temu, da se izpopolnjujemo, da smo, ja, vedno boljši in da vemo, kje so napake, ki jih bomo popravili in tako naprej. Zdaj pa bolj samo sebi namen, ta kritika, ker pa jaz sem dosti pisal o tem, o izgubi te nedolžnosti, tudi naivnosti. Predvsem naivnosti, ne. Naivnosti, ki je pa potrebna za to, da sprožiš nekaj novega, da sprožiš neko impulzivnost in da iz nje nastane nekaj novega. Če vse vemo, ne, če vse veš v začetku in potem praktično se težko zgodijo kakšna lepa presenečenja. Ja, ravno tukaj, ne, smo na nek način razdvojeni, ne. Vi pišete torej tudi o strahu pred to izgubo, ne, naivnost, pa potem tudi ta pristnost, hkrati pa torej tudi v bistvu ta vsevednost, ne, in človek, ki je v bistvu vseveden, se tudi nič ne bo želel novega naučiti, ker to ne bo več gonilo. V današnji družbi tudi vi v bistvu opisujete o teh stvareh, da človek danes postaja na nek način vseveden, sterilen, izgublja v bistvu tisto sleherno voljo in postaja v bistvu marketing. Ja, seveda, ne, potem ga nekdo drug uporablja, ne da bi se on zavedal, ne. Mi v bistvu mislimo, da mi vodimo igro, v resnici pa smo samo objekti, ki jih nekdo premika, ne. Ne, hitro se lahko vloge zamenjajo. Ja, in ravno tukaj mogoče bi ostala pri košarki, torej pišete o Luki Dončiću in ostalih košarkaših, tako torej z Jugoslavije, z Amerike. In torej to razmerje med amaterskim igranjem in neko ljubeznijo, torej res, kaj ta beseda v sami osnovi pomeni, pa potem do te profesionalne košarke, ki je v bistvu danes vzela žlahtnost. In kje torej najti to iskrivost, ki jo Luka Dončić še ima pri starejših igralcih, oziroma tudi pri ljudeh, ki so danes za vsako ceno, če bodo šli, ne vem, 5 kilometrov teč, bo naslednje leto se že udeležili maratona. Kje najti takšno folkloro, ki smo se začeli igrati? Ali pa če malo igraš na nekaj, bo že kar postal umetnik. Mislim, hočem problematizirati vaš odnos do košarke, ki ga v bistvu opisujete v esejih na več polj, ne, ki so danes takšna. Glejte, amaterizma več ni, a ne, vse je profesionalizem, posebej v košarki štejejo pogodbe, štejejo višine transferjev, naivnosti je tukaj vedno manj, igrivosti
tudi mi smo pa dejansko bili navajeni, v tistih starejših generacijah smo bili navajeni, da je vedno še nekaj duha zraven, da je tudi, da so neke začimbe, da ni samo strogo zmagovanje in igra zaradi zmagovanja, ampak da je vedno še malo nekega šarma zraven, Vedno smo imeli radi, da je bilo še malo šarma, da je bila poteza več, da je kdo naredil potezo več, da ni dal koš najbolj, kako bi rekel, predvidljivi poti, ampak da je šel v nekem svojem driblingu, da je imel vsak ima neko tehniko in vsak je tudi malo improviziral, in to smo imeli blazno radi, da je bilo še malo improvizacije in tukaj znotraj košarke na srečo bilo vedno dovolj prostora za improvizacijo, in ni bilo mišica, niso bile samo mišice. Ja, so bile, moč je bila, posebej pod samim obročem. Nisi bil močen, prosto odnesli, da tako rečem. Zdaj so mišice, prevzele to igro in tega šarma, tega humorja v igri je vedno manj. In ravno zato je Luka Dončić res fenomen. Fenomen zato, ker v bistvu vedno v narekovajih prodaja tem NBA vrhunskim košarkarjem, prodaja delček tistega duha, delček tistega šarma, ki ga je podedoval po svojemu očetu, tudi Saši Dončiću. In to je tisto, kar je zdaj združilo to generacijo z generacijo njegovega očeta, pa z našo generacijo, pa še z generacijami do Iva Daneva in tako naprej, ko smo bili svetovni prvaki v Ljubljani leta 70. V bistvu je on prav na nek način pravcati mesija, bi tako rekel. Ja, se on sam ne zaveda tega, ampak fascinantno je to, kaj prodaja, kaj jim prodaja, kaj jim počne v sami igri in koliko si privošči, poleg tega pa, da je tako zrel, In tukaj je spet ena razlika, To je izjemna zrelost, brez katere se ne da v tem vrhunskem na svetu športa, On je kot najstnik že bil v bistvu na nek način formiran. Zdaj je še toliko bolj, to se pravi, imamo improvizacijo še vedno, po drugi strani imamo pa tisto, kar rečemo, igralca z killer instinkt. Da je to res nekaj posebnega, vrednega literature, vrednega pisanja in publicističnega in esejističnega. Ja, zelo je zanimivo, torej tudi ko napišete, da vse se odraža torej pri košarkaških igralcih, košarkarjih, ravno tudi z tega vidika, če ima za sabo igralec slabe stvari v zasebnem življenju, se to tudi hitro zna odražati na igri. Torej, vseeno smo v tem svetu še zmeraj ljudje, ki v bistvu na nek način lahko skrijemo se za profesionalizacijo, ampak na vse zadnje se bo ti drobci napake usuli ven. Glejte, dosti stvari je zakritih, Recimo imamo primer Kevina Lowa. Kevin Low je bil v Clevelandu igral takrat z LeBronom, pa s Kyliem Irvingom, prstane, Kevin Low je javnost govoril o svoji depresiji. Ampak on je en redkih, na ta način spregovoril in še vedno govori in odprto govori o depresiji. In to so take lepe zgodbe, ki jih je premalo v tem vrhunskem športu. To recimo, če čisto malo digresijo, na to, kar se je zdaj dogajalo s Timijem Zajcem, pri
planici, pri skokih. To je. On je spregovoril o tem, povedal, kaj mu ni všeč. In zaradi tega je bil sankcioniran in izključen iz reprezentance. Ampak to je samo ena plat. Jaz še vedno pa zagovarjam, kljub temu, da seveda ni tekmovalec tisti, ki lahko govori o krizi v moštvu, vendarle v neki ekipi. Vendarle so zato najprej zveza, potem trenerji in tako dalje. Ampak po drugi strani, zakaj pa ne? Zakaj ne bi nekdo povedal, kaj mu ni všeč? Mogoče se bo potem kaj spremenil in se tudi bo posledično spremenil. To pravim, da mi je všeč, če kdaj v športu nekaj malce drugače, da ni vedno vse po nekih zakonitostih, ki veljajo že od nekdaj in ki se jih morajo držati vsi. Športniki, funkcionarji in tako naprej. In pri košarki košarka je vendarle šport, ki so ga v začetku igrali intelektualci, veliko intelektualcev je igralo košarko in ima ta pedigre, da tako rečem, nekega bolj svetovljanskega, bolj kozmopolitskega. Veličastnost, na nek način. In to bi bilo fajn, če bi se ohranilo, da postane to ena industrija, en cirkus mišic in milijonarjev, ki nekem mehurčku zabijajo. Ki bi odločali vsem. Ja, in tako naprej. Da je to vendarle nekaj, kar je povezano z gledalci, to se pravi, s tistimi, ki navijajo za njih. Vedno je bila ta povezava. In zato je bilo to na igriščih tako pomembno. Zato je bila tista amaterska košarka tako pomembna, ker je bila v bistvu podaljšek tistega, kar so veliki, pravi profesionalni košarkarji takrat še v bistvu delno amaterji pretežno počeli na svetovnih prvenstvih, na evropskih prvenstvih. Tisti, ki so igrali na igriščih, so bili navijači teh istih košarkarjev in so v bistvu bili vsi skupaj ena velika košarkarska družina. Nekaj, kar si videl po televiziji, neke poteze nekega Dražena Petroviča, Tonija Kukoča, si potem hotel preizkusiti na igrišču takoj. In si bil vsaj malo delček tistega, kar sta bila tudi ona dva. Vsaj ena taka v bistvu simbioza. Vi ravno govorite o pripadnosti, tudi skozi vse esej. Torej pripadnost ali zdaj torej amaterski ekipi ali neki skupnosti, družini kot taki in s tem povezanimi hrepenenji in tudi torej glasbenikom. Spregovorite torej tudi o depresiji, o tem sem sicer že danes malo načenjala, in o samomoru, ki je v bistvu v Sloveniji na nek način še zmeraj tabuiziran, čeprav govorijo statistike, da določene regije imajo vedno manj samomorov, pri določenih regijah zopet vse skupaj raste. Spregovorite o Fabjanu, Alešu, Branetu, ki sem ga že omenila. Zakaj kot družba, čeprav vsak ima svojo ali družinsko, prijateljsko zgodbo, ki se je morala soočiti s samomorom, z vprašanji, zakaj? Zakaj smo še kot družba na nek način še zmeraj nezreli? Imamo o tem dosti pesmi, tudi romanov. Ja, tukaj bi v bistvu bilo zelo pomembno spregovoriti o skrivanju. O tem, da na nek način ne želimo, da bi tako rekoč drugi vedeli. Tako bi rekel, da smo dosti strašenih. In da ne želimo, da bi se naše travme preprosto razkrile. In tukaj se ni veliko spremenilo. In ta družba pa je kot majhna družba dosti bolj neizprosna. Zelo neizprosna in zahteva posameznika, da je nenehno
nenehno, v bistvu, da stremi k neki popolnosti. Ni popuščanja, preprosto ni popuščanja. In zato je toliko težji, ko se zgodi nekomu, da ostane sam. In ta samost se potem samo še potencira, ker dejansko, ko začutiš to pravo vse in ko ta samost postane dejstvo, naenkrat vidiš, da okrog tebe ni sogovornikov, da okrog tebe preprosto ni te družbe, tega kolektiva, o katerem tolikokrat govorimo, pa se sklicujemo, pa na solidarnost in tako naprej. Vidiš, da tega v resnici ni, zato ker je stigma premočna. In ko ste to omenili, kar ste omenili, to besedo fatalno, je stigma še vedno enaka in preprosto ne popušča. In to pove veliko o tem, koliko mi nismo še odprli. Da smo se odprli, da se odpiramo. Ja, mi smo se odprli smo veliko nakupovalnih centrov, odprli smo veliko novega. Ampak staro je pa ostalo staro in tisto staro se še vedno bori v nekem krču. Tako da v bistvu bi to zahtevalo neko temeljito prevetritev celotne biti tega našega naroda. Ja, jaz bi rekla, da ko spremljam vašo poezijo in vašo esejistiko, tudi kolumne, se mi zdi, da problematizirate to neko odrezanost. Ali zdaj človeka, ali zdaj tudi mogoče, če se še nagibamo k proletariatu. Vse hoče biti novo ali staro prodati, torej zdaj za slovenska podjetja, tudi načenjate temo, kako je včasih bil delavec, samoupravljanje potem to izginja in delavec, ki se je izgaral za določeno podjetje, ki se potem kasneje prodalo ali se čisto zaprlo, v bistvu izgori in ni vreden nič. Ja, to je ta zgodba položnica, seveda, ki jo tudi odpirate, ki so na koncu grejo še v naslednjo generacijo. Vedno tvoje ime, čeprav tebe ni več. Izgorevanje, spet ta neizprostnost in ta nehvaležnost. Nehvaležnost drugega. Ja, nehvaležnost drugega. To je ta moment, ki se samo še krepi. Tukaj preprosto empatije na novo ni vzpostavljena. Ta nehvaležnost drugega in to pomanjkanje milosti, rečemo, milosti in tudi odpuščanja je v bistvu prisotno do konca, in tukaj si sam in greš sam in ja, potem lahko včasih pomaga poezija, ampak kaj, če poezije ni, če ni ničesar, kdo potem pomaga in kaj pomaga tem ljudem, ki se žrtvujejo, pa ne vejo niti več, zakaj se žrtvujejo. To so pa teme, ki še vedno ostajajo, teme, ki se niso umaknile, kljub vsemu lepemu in novemu, kar nas obkroža, kljub vsem lučkam, ki so prižgane in gorijo in se svetijo povsod okrog nas. Ta samost pa koraka vse bolj samo mimo nas. Ja, sama bi rekla, da se mogoče ravno zaradi teh lučk oziroma tega na nek način kiča v bistvu stopnjuje ta mogoče drugačnost. Seveda, to je neka vrsta nesramnost. To je kar neka nesramnost. Ja. Nekomu gre slabo, nekdo je spodaj nizko, drugi pa leti še višje. Je nizko gleda tistega, ki gre še višje in mu je še težje in je še bolj v blatu. Te stvari se seveda okrepijo ravno v teh časih, ki zdaj prihajajo
in za tiste ljudi dejansko ni spremembe. A ne? Tako, ker se lahko v bistvu situacija njihova je že tako boljša in v bistvu so lahko samo spremenili mogoče način svojega dela, dneva, stiske pa so bile že prej pri drugih, ne, ki se pa zdaj se stopnjevale. Ja, to pomeni, da v bistvu nismo tako skupni, kot se zdi. In nismo v istem čovnu, kot nas želijo naučiti v teh časih, ne? Ja, ne. Ker tudi zdravstvena oskrba bo verjetno drugačna pri... Vidimo, ne, zdaj virus resnice je povedal veliko o tem, ne. Nismo enaki in da... Še bolj razslojeni? V bistvu zmeri bolj, mogoče pa to dobro, ne, da se stvari jasno postavijo, ne, da se te razredne razlike, da se to bolj transparentno vidi. Ampak če prideva do tega, kje je zdaj tukaj torej hrepenenje, o katerem pišete, recimo opisujete prizor, kako ste šli v Trst mami po zavese, ki so bile njena želja, njeno hrepenenje. Kje je tukaj danes potem hrepenenje človeka, ki v bistvu nikoli ni bil srednji razred, pa je recimo mislil, da je srednji razred, in ki ta razred v bistvu vse bolj tone v neko nižino, še večje družbene nepravičnosti? Ja, verjetno ta človek precej zmeden zdaj. Precej zmeden, ne, ker je v bistvu ponudba je takšna, ne, v meri večja, on pa ne more v tem sodelovati. Ne more, ne. Izključen je iz igre, ne? Ja, izključen je, skozi pa gleda reklame, skozi se mu nekaj ponuja, prek različnih ponudnikov, da tako rečem, ne. On pa ni v igri, on pa samo to opazuje, gleda, spremlja, ne. Zmeraj več je filmov, v katerih on ne more igrati. Prej so bili filmi, v katerih se mu je zdelo, recimo, da bi lahko, ne, da se najde v njih noter, zdaj se več ne najde. Gleda pa, opazuje, kupuje, tudi. Tega preprosto preveč, ne. Tukaj hrepenenje, ki je bolj eno, ne, hrepenenje enega. Zdaj pa hrepenenje mnogih poti. In teh poti je veliko in na koncu je Vili Resnik, ne. Na koncu izbereš tisto, ki je ni, a ne. In to ni smešno. To je... V bistvu verski pokopal vse, ne? Ja, mislim, da je to v bistvu bi moralo biti pravzaprav naša himna. Ja, o tem sem v bistvu razmišljala. Ja, ne, obstaja pesem, ne, izbral sem najtežjo pot, ampak Vili Resnik pa zato izbereš tisto, ki je ni, ne. V bistvu je to premišljeno hrepenenje. Tone Kočmar napisal. Avtor, ne, on pa poet. Ali pa dizajn. Fantastično besedilo, moram reči vedno. Mislim, pop dizajner. Tako je, ker je filozofsko, ne. Ja, zelo filozofsko besedilo. Zmedete, popolnoma te zmede, ne. Po drugi strani te pa osvobodi, ker si izbral, ne, to, ki je ni. Ampak v bistvu poanta vsega tega je verjetno to premišljena struktura, kako mora človek hrepeneti, da se bo počutil še bolj nesrečno. Ja, fantastično. Dobro ste povedali. Ta catch-22. Ja, vzameš, moraš vzeti, ampak po drugi strani pa to, kar boš vzel, ne bo tisto, kar te bo srečalo. In se to vedno potem... Bi ti hotel. Ja, kar bi ti hotel. In se vedno znova se dogaja. Ponudniki vedno znova potigajo reklame. Ti si vedno tam. Ti si tisti, ki pomera. Ne veš, nekje se je začel, ne veš tudi, kje se bo končal. In kaj zdaj, kako to prekiniti? To se mi zdi kot na neki točki ciklusi, ki se ponavljajo, ne. Pri vas recimo je pa potem ta eden izmed najlepših ali pa mogoče najbolj iskrivih motivov v lepoti tega upa za naprej, bi rada poudarila. Potem vsak otrok je lep, ki se rodi. Ko se rodi.
da sem sploh tudi pri mlajših, torej pri Maji Milošević opazila, da je uporabila ta citat. Mislim, da ga je tudi Tom Weber uporabil v svoji pesniški zbirki. V bistvu verski pove vse na nek način. To preigravanje visokega imajo odrasli med sabo, ampak ne, otroki v bistvu. Ja, pa to je pa svoboda. Vsak otrok je lep, ko se rodi. Ja. Gremo od začetka, vsakič znova gremo od začetka in to je edini trenutek, ki šteje pravzaprav. Edina prava, popolna svoboda, otrok, ki je lep, ki se rodi. In potem se pa začne dogajati, ne? Potem pa pride vse, kar pride. Ampak vedno bo ostal tisti trenutek, ko se je rodil in ko je bil lep, ker vsak otrok je lep, ko se rodi. In ja, to je večno vrtenje. Večno vrtenje in to je tisto, kar je v nas še vedno in temu moramo pustiti, da se vrti in to je tisto, kar je naša notranja svoboda. In tega pa ne bomo izgubili nikoli. Ob tem verzu sem se vedno spomnila na eno izmed animiranih adaptacij Georgea Orwella, torej Živalska farma. Sami imate torej tudi drugače v zbirki Esejev 1984 omenjeno, ampak ravno prizor o kužkih, torej majhnih drobnih kužkih, ki eno leglo torej odrašča v soroveže v živalski farmi, eno pa v bistvu v ljubke psičke. Ravno to preigravanje o tem otroku, v kaj lahko zraste, v kakšnih okoliščinah se lahko posameznik razvija. Ne? Ta vers, ne vem, ko sem ga brala, me takoj spomnil na risanko. Ja, lepo, da ste se spomnili na tazga avtorja in ja, popolnoma se strinjam z vami. Mi ne vemo, ne, in to je fajn, ne vemo, kaj se bo dogajalo s tem otrokom. To je ta skrivnost, to je vaš čar tega, ko vstaneš in greš prvič in potem se vračaš in vedno znova vstaneš. To je skrivnost in nekaj skrivnosti moraš ohraniti, nekaj skrivnosti, nekaj čara moraš ohraniti, ne glede na to, kako te življenje tepe, kako te bo teplo, kdo te bo tepel, kako te bo tepel. Preprosto dan otrok, kolikor le se da, ker nekaj bo itak prepozno. Tega še ne veš, dokler ni prepozno. Ker si v bistvu odgovoren sam zase, ne? V bistvu tudi teh udarcev ne moreš zdaj upravičevati za svoje dejanja. Absolutno si odgovoren sam zase. Tudi priprava tega časa, recimo, je tudi to malo, ne, da je zdaj toliko drugih, ki so krivi. Toliko je drugih, ki so krivi za to, da ti ne moreš biti veseli otrok, na vse zadnje. Ne. Ampak ne, to si ti, sam ti si, sam si tako Kosovel, to vedno bil sam, s svojimi besedami, oblečen v svoj plašč, iz besed. Ne, niso drugi, drugi so pekel, a ne. Tako, drugi so pekel okoli nas. Ne. Gospod Esat, prosila bi vas, pogovarjala sva se, da pripravljate novo pesniško zbirko, izšla naj bi naslednje leto. Tako je, ja. Imate že delovni naslov ali? Sploh ni dileme, kjer naslov je, tako je, že v zbirki Odrezani od neba sem kar nekaj pesmi začel z besedo včasih. Včasih, tako je, not je, sem včasih, še ne veliko kratkih. In jaz kar nadaljujem, skozi pišem te kratke, 3-4 vrstice in začenjajo se z včasih. In pesniška zbirka, ki bo išla pri Lud literatura, Prišleki, ne. Tako, zbirka Prišleki. Je naslov Včasih.
Zanimivo, včasih. In not bo praktično 3/4 pesmi se bo začel z besedo včasih in to me veseli zdaj. To vedno znamo kakšno napisati, ko se začne. Bi prebrali nekaj pesmi in jih podelili skupaj z nami? Sem lahko povem kakšno na pamet. No. So tako kratke, a ne. Dobro. Včasih greš v kino in ne prideš ven. Pošteni ljudje končajo v časopisu samo enkrat. Včasih skočiš z nižje stolpnice. Včasih pa ne vem, kaj bi to povedal. V bistvu misli se lahko naveže na zbirko esejev, ne? Od kina do poštenih ljudi in časopisov, ne? Kdaj se bodo znašli. Ravno mogoče to najino druženje se počasi nekako končuje. Kaj torej v nekem času, ki si ga nihče izmed nas ni izbral, ko smo v bistvu priklenjeni ali na svoje domove ali zdaj pač na kakšna druga delovna mesta, kako ta čas v bistvu vseeno si ustvariti kot lep, v bistvu ne gre za moralizatorska ali iluzorno idejo, ampak vseeno, ljudje smo odgovorni, da nam je tudi v tem trenutku lepo, tudi če drugi nočejo, ne, da nam je, ali pa če drugi želijo izvajati neko ustrahovanje nad nami. Kaj pa reči za tak trenutek? Ma ja, ne, mislim, tako so že prej malo načela, ne, dejansko smo mi odvisni, ne, od nas je odvisen, ne, od nas samih je odvisen. Ne skozi govoriti, kako ta mi ne pusti, pa tisti mi ne pusti, pa oni me ne pustijo, ne, ti lahko sam ustvariš. Svoj mali svet, v tem svojem malem svetu, besed, knjig, dobrih filmov, serij, ljubezni, razumevanja, milosti, odpuščanja. Ne, v tem malem svetu je lahko ena majhna lučka, v katero pogledaš in si rečeš, ja, še vedno sem in bom. Zelo lepo. Torej, da ta trenutek ne bo kupljen, kot tudi problematizirate v zbirki, ne, esejev. Gospod Esed, hvala vam za vaš čas, za vaše razmisleke in odgovore in seveda zdaj tudi pesmi in tudi v bistvu razgrnitev načrta za naslednje leto, enega izmed teh. Želim vam lep večer in vse dobro še naprej na poti ustvarjanja. Ja, hvala, jaz tudi vam želim Maribor. Hvala. Lep večer. In vsem hvala, ki ste nas spremljali ali pa še nas boste spremljali v kasnejši postprodukciji obdelave tega dogodka.